Brežice so znova dokazale, da se bogata kulinarična in vinarska tradicija v teh krajih razvija na izjemno visoki ravni. Na tradicionalni slovesnosti posvečeni domači peki in žlahtni kapljici so podelili priznanja najboljšim ustvarjalcem kruha, potic ter razglasili nosilce laskavega naziva Županovo vino 2026. Dogodek, ki vsako leto združuje predane ljubitelje domače kulinarike, vinogradnike, društva in številne obiskovalce, je tudi letos pokazal, koliko znanja, predanosti in spoštovanja do dediščine premore lokalno okolje. Direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Katja Čanžar. V bistvu sem ganjena, ker nas je v tej dvorani toliko, kar nakazuje, da smo zadnja leta delali zelo dobro skupaj z občino ter našim zavodom. Dejansko uresničujemo tisto, o čemer smo v preteklosti toliko govorili, torej sodelovanje. Danes bi se poklonila vašim rokam, pridnim, večkrat žuljavim, včasih krvavim, pa tudi nežnim. Vaše roke delajo zato, da lahko na brežiško mizo postavimo najkakovostnejše izdelke in se z njimi pokažemo tudi predvsem tistimi, ki v našo destinacijo prihajajo. Z vašim trdim delom se našo destinacijo lahko okuša, vonja, doživlja in še marsikaj. In na koncu najpomembnejše in seveda vaše gostoljubje. Župan občine Brežice Ivan Novanta dodaja, v Brežicah znamo ceniti ljudi, ki s svojim znanjem, delom in vztrajnostjo ohranjajo tisto, kar naš kraj dela poseben. V občini Brežice seveda se tega izjemno zavedamo in tudi to podpiramo že kar nekaj let. Predvsem z namenom, da seveda najprej omogočimo vam vinogradnikom, da lažje seveda prijete do ocenjevanj in pa predvsem društva, da dobijo določene sredstva, da lahko financirajo profesionalne ekipe, ki na nek način ocenijo vaše vino, vaš predelek, vendar ne z namenom, da bi bilo to nekaj, kar bi mogoče vam škodilo ali kaj podobnega, ampak predvsem, da seveda s temi ocenjevanjem s profesionalci vas tudi mogoče še kaj podučijo, odkrijajo kakšne napake, s tem vam svetujejo, kako v prihodnosti izdelati še boljše vina. In res, ko gledam ocene, kakšne dobivate, pomeni, da so pri nas res izjemno kvalitetna vina in da so lahko vsi ponosni, ki ste tu noter, ne glede na to, ali ste zmagovalec ali ne, kajti dejansko res vsa vina, ki pridejo na to tekmovanje, so že izredno dobra in pa izvrstna. Tekmovanje v peki kruha in potic je tudi letos prineslo zelo kakovostne izdelke, zato je imela ocenjevalna komisija zahtevno nalogo. V različnih kategorijah kruha pa so priznanja prejeli številni odlični peki, med zmagovalci posameznih kategorij pa so izstopali Anica Černelič za pšenični kruh, Dragica Zagmajster za mešani kruh, Majda Jurše, kruh posebnih vrst in kruh z drugimi vzhajalnimi sredstvi, Marija Hodko, praznični kruh. Med poticami pa je bila konkurenca močna, naslove najboljših so osvojili Primož Pavlič, slana potica in sladka orehova oziroma makova potica, Majda Jurše pa za potice iz drugih žit. Poseben del dogodka je bila razglasitev Županovega vina 2026, projekta, ki že vrsto let spodbuja kakovost in prepoznavnost lokalnih vin ter povezuje vseh 6 vinogradniških društev v občini Brežice. Strokovna komisija je letos ocenjevala cviček PTP, beli bizeljčan PTP ter rumeni muškat kot letošnje izbrano županovo vino. Naziv najboljšega v kategoriji cviček PTP je osvojil Roman Kvartuh iz vinogradniško-turističnega društva Gadova Peč. V kategoriji beli bizeljčan PTP je slavila Klet Nujec iz društva vinogradnikov Bizeljsko, ki je navdušila tudi v kategoriji rumeni muškat ter prejela še naziv izbrano županovo vino 2026. Član strokovne komisije Roman Baškovč je ob tem poudaril, da je bila raven letošnjih vzorcev izjemno visoka, kar kaže na stalni napredek lokalnega vinogradništva in resen pristop pridelovalcev k dvigu kakovosti.
Dogodek je spremljal tudi kulturni program učiteljev glasbene šole Brežice, ki je večeru dodal praznično noto in toplino. Ob tej priložnosti pa so organizatorji že povabili na tradicionalni dan kruha, vina in salam, ki bo letos potekal 19. junija, ko bodo obiskovalci ponovno lahko okusili najboljše, kar ponuja lokalno okolje.